Simpatična mlada pevka Nina Pušlar s svojim petjem osvaja srca mnogih Slovencev. Tudi vabilo v našo oddajo se je z veseljem odzvala. Ker pa ima doma malce manjšo kuhinjo, sta skupaj z našo Aljo zdravo kosilo pripravili v restavraciji Evergreen v Smledniku. Včasih črna prekrije zeleno, žarek sonca jeseni zbledi. In če misliš, da to ni pošteno, le zaupaj mi. Spomni se, da sva skupaj ujela, malo sreče in malo strasti. Nina, zdajle pa kar najprej, da narediva omakco. Tukaj le bo eno čebulico vzele, ti jo boš nasekljala. A jaz? Takole, ja, najboljš. Jaz predlagam, da jo rajš ti, če nočeš, da začne Ne, mljukati. lej Nina, pol mi solzi začnejo teči, tako da... Ne, nisto. Kaj pa, če bi tukaj le kakšnega kuharja našle? Mislim, da jih je zadost, da bo en ziher preskočil na pomoč. Upaj, najti srca, si je mavrica. Evo. Boš stresla? Alja, mislim, da je zadost. Zdaj pa dajva to noter. No, dajva. Oj. A bi dala še malo olčka mogoče? Ja. Po moje, da sva bile malo skromne s tem oljem. To lahko kar dodava. Takole, ja, ti kar to dodaj. Potem bova pa, začimbice. Uporabljaš začimbe? Tudi uporabljam, seveda. Tele so izvrstne. Herba mare od Alfreda Fogla. Odlično, imajo prav zelišča, zelenjavo, samo sušeno in potem dodano notri v sol, tako da, pa še jod je dodan. Rezanje nama pa gre. Super. A ne? Nina, kje pa lahko tebe, kaj spremljamo, vidimo, imaš kakšne koncerte? Imam, seveda. Ja, zdajle smo v bistvu zaključili z Valentinovimi koncerti, zdaj pa nadaljujemo v marcu. Tako da bo kar nekaj koncertov, pa najbolj, da mogoče si gledalci kar pogledajo. Na tvoji spletni strani? Ja. Evo, še ena. Super. Še malo posoliva. Pa še malo posoliva, ja, da še gobice spustijo. Tale herba mare je res odlična. Odlično so, prav tako aromo, da boš videla prav po zeliščih. Zdaj bi pa jaz dala še malo olivc. A dava še malo oliv, ne? Seveda. Takole. Te olive. Pa dava, kako jih dava. Ja, pa kar daj, ne? Te tudi sama uporabljam, super so. A ne? Ja. Te olive so tako dobre. Še malo tega le, oljčka. Mjam. Kjera smetanca je to? Osena, sojna? Odlična, za vse tiste, ki morda ne uživajo mleka. Tole že tako dobro izgleda. Ja. Začimbice bi pa potem morda na koncu dodali, razen česen bi jaz dala zdaj, da malo zadiši. Mislim, da imava tukaj le. Glej ga je. Evo ga, česenček, da bo zadišal. Odlično ta česen. A misliš, že dosti? Ne vem, koliko je tole zadost. No, vse bo. Vidim, da lepo napredujeta. Hvala. Frenček. Tako da lahko solato pripraviva. Mi dve smo tukaj tole omako nekako naredile, verjetno bi ti drugače, ampak... Super ste naredili. Bo. Ne umirite, praviš mi. Tihe misli so s teboj. Nemiren je sprehod. Zdaj dava pa še pirine testenine. Tukaj le voda nama že vre. Super. Tako. Hvala. Pira, uporabljaš piro? Uporabljam. Pira je veliko boljša kot pšenica. Ima manj glutena, tako da kot prvo manj zakisa naše telo. Za prebavo je odlična, pa ta je še nepredelana. Tako da kar pirine testenine. Te tudi ne vsebujejo jajc, ne vsebujejo glutena, oziroma veliko manj. Tako. Malo pomešava in kuhajo se samo 3-4 minute. Vidim, da vama gre super. Malo lahko kar vzel v kuhno za pomočnike.
Najlepša hvala. Tukaj imate posode za puding. Za puding, ja. Da te pripravlja. Tako, hvala. Tebe bova pa prosila, če nama tole lahko na krožnik serviraš, ker veva, da ti to obvladaš. Pa tukaj sva še fetko si malo zaželeli, če nama boš gor narezal. Evo, jaz še malo korenje naribam za na salatko. Korenje je to zelo zdravo, ker ima veliko karotenoidov, predhodnikov vitamina A, tako da poskrbijo za naše učke. Potem pa sezamovo olje smo si izbrali. Bomo mali sezamom začinili tole našo solato. Sezam je odličen, predvsem za naša jetra, za prečiščevanje, ledvica in s tem skrbi tudi za dobro odpornost, za naš imunski sistem. Pa še tako dobro aromo da. Pa potem imava še limono. Bova še limonco. Namesto kisa. Nov je dan, sveže zatrapan, smejeva se, ko poviš skrivnost. Zdaj bova pa puding pripravljen. Teli pudingi so dobri, ker so brez glutena, brez laktoze, dejansko so izvrstni za vse, morda ki imajo celiakijo, prebavne težave. Tako da smo si izbrali takle dober puding. Ga bova z malo ovsenega mleka zmešali. Ovseno mleko spet izvrstno rastlinske beljakovine, tako da lahko dava kar tukaj noter. Pa daj, a bo še puding dala? Kaj, bomo zmešali? Pa ja, bova malo čokoladnega pa malo vaniljevega. Zmešava. Tako. Misliš že dosti? 12 minut. Ja. Treba pa malo popustiti. Punci, kako vam gre? Takole super, prav si prišel. Res? Ja. Midve sva si izbrali eno smetano, ki bi jo pol dali na puding, pa jo morava zmešati. Tako da, kakšno sva si izbrali, Nina? Izbrali sva si pa kokosovo, veš. Kokosova smetana, spet rastlinske maščobe, brez laktoze, tako da takole smetanco, če nama lahko malo stepeš, ja, pa pol prinesiš. Ko zapleševa z ljubeznijo, čisto nov je dan, sveže zatrapan. Jaz drugače nisem toliko sladko sneda, ampak za puding sem pa zmeraj imela furana. Meni je pa glih puding. Evo, še tole. Ja. Mladico. Evo, Nina, zdaj pa kar probajva. Gledalce pa lahko povabiva, da si vse najine receptke oziroma najine recepte berejo v reviji Anja in poskusijo to, kar smo mi do danes. No, takole punci, vem, da ste svoje sledice naredile. Smo pa jaz pripravil našo sledico Jorgrin. Še pol na koncu. Najlepša hvala. Hvala. To pa ni najina, ampak izgleda pa fantastično. Hvala. Hvala. Bo teknina še. Enako. Res je bilo Ninino kosilo odlično, prav tako kot njena družba. Upam, da ste se v naši družbi danes dobro počutili tudi vi, dragi naši gledalci, in vas zato vabim, da ste z nami spet čez mesec dni, ko bo že čisto malo dišalo po pomladi. Nasvidenje do takrat.